zdaj na jugu, čisto na jugu je zelo zeleno. Tukaj zdaj je spet en košček, ki je zelen, drugače pa strašno suha pokrajina, kamorkoli prideš, ali je taka kot tole nogometno igrišče, ali pa mogoče sem pa kakšen šop trave. Mi smo se, kot boš zdaj takoj videl, takoj priključili tajle igri. So dobri fuzbaleri? Ja, nekateri so kar spretni, ja. No, zdaj na začetku smo malo gledali, potem smo se pa še sami vključili. Pa ni bilo nič sploh vprašanje, katera ekipa je katera, kamorkoli si prišel, ko si prišel do žoge, si obrcnil in so bili tam mali čisto zadovoljni. Tam viš so moje sopotnice, ki poskakujejo pravkar. Žoga pa z nečesa čudnega, pa nisem prav dojel. Ni to taka žoga, ki bi jo človek kupil v trgovini, ampak so jo sami z nečesa naredili, pa ni bila slaba, moram reči, je kar šla. Tole moj sopotnik, kar z aparatom vred fuzbalera tam. No ja, so kar hitrejši od nas, ampak kaj vem, malo telovadbe pa tudi prav pride. Gremo pa zdajle proti enem drugem kraju. Tole, kar smo prej gledali, je bilo pleme, tamle na Škombi, je bilo pleme Damara. Zdaj gremo pa gledati eno tako pleme, ki je zelo značilno za Namibijo, pa sploh za južni del Afrike, in sicer Himbe. Ne vem, če si kdaj kaj slišal za njih. Gotovo si pa videl, kje je kakšne slike. Rdeče so pobarvani, in to kar naravno barvo. Vzamejo tisto svojo rdečo zemljo, pa mast od živine, in to premešajo in se pomažejo po vsem telesu, deloma zaradi insektov, deloma pa zaradi lepote tudi. Očitno, boš videl, kakšni so. No, tele ceste, ja, tole je zdaj že malo bolj zelena pokrajina, tole malo manj, ponekod pa še tistega malo traveni. Tu cele dneve, 3 tedne, praktično nismo drugega videli. Danes verjetno ne bo prišlo do Viktorijinih slapov, tam okrog je že kar zeleno, pa tisto je tudi že bolj na severu. Tole, kar pa pravkar vidiva, to je pa pleme Himb. No, tele Himbe so pa res nekaj nenavadnega. Ne samo to, da so rdeče pobarvani, ampak imajo ženske tudi nadvse imenitne frizure. Tole so zelo mlade ženske zdajle. Tiste, ki imajo čopek na čelo, enega ali pa dva, to so punce. Tiste, ki imajo pa imenitno frizuro, to pa ne vem, če bo zdajle že videla, ampak prihodnjič pa gotovo, mislim, da tudi danes, tiste so pa že odrasle ali pa tudi mlade odrasle, no, se pravi tam nekje od 12. 13. leta dalje imajo že kar tiste frizure. Tiste frizure si pa tako naredijo, ti že kar naprej povem, ker te ne vem, če bojo pokazala za toliko časa, da si zgnetajo tisto blato, ki ga namažejo po telesu tudi med lase in si naredijo take pramene, no, eno si že videl oddaleč. Na koncu tistih pramenov, ki so iz gline, sploh ne veš, da so lasje noter, naredijo pa nekakšen čop. Mi gremo pa zdajle na malco in smo rekli, da bi kaj jedli, pa je rekel možakar, da lahko kupimo eno kozo, če hočemo. Pa s tem tudi njim malo pomagaš, ne, so se nam kar dobro zaračunali, kar krepkih par 10 evrov, kar za njihove pojme že kar nekaj, ne. In so izbrali na žalost tole ogromno kozo, potem kasneje smo ugotovili, da bi bilo bistveno bolje, če bi izbrali eno mlajšo, ker tale je bila taka, kot da bi traktorsko gumo žvečil. Se boš videl kasneje, kako so pač mesarska dela opravili. Je pa presenetljivo, kako so jo ubili. Človek bi mislil, da jo bo zaklal, ne? Kaj misliš, kaj dela zdajle? Jo je zadušil. Pravkar jo duši, ja. No, je že zadušena in tale pomagač je že spustil noge. Koza niti se ni kaj preveč premetavala, niti nobene drame ni bilo. Nenavadno. Nisem še videl nikjer drugje, da bi na tak način prišli do mesa. Tole zdaj sam še živci delajo. Je pa stvar taka, to pač kupaš celo kozo, kar je kar nekaj kil. Nas je bilo tam nekaj 10, se pravim, pojedli smo vsi skupaj, če smo pol kile pojedli, pa je bilo veliko. Vse ostalo je pač njim ostalo, ker je normalno, kaj boš tisto meso zdaj sabo vlačil, se boš videl, ne vem, bomo to še danes pogledala. Zdaj gremo na kratke oglase, pa prijemo nazaj. Tako.